Slovenija je mlado italijansko izbrano vrsto gostila tretjič. Po 2 tekmah v Novi Gorici, prvič v Kopru, vselej v kvalifikacijah za evropska prvenstva. Tokrat ne peljejo proti uvrstitvi na prvenstvo, ki ga bo leta 2017 gostila Poljska. Slovenija je bila junija v Ajdovščini uspešna proti Andori, v Celju je premagala Litvo, s prve tekme z Italijo v Reggio Emilii prejšnji mesec se je vrnila z minimalnim porazom z 1-0. Selektor Primož Gliha je 11-terico sestavil brez poškodovanih Ožbolta in Kranjca, ki je v članski reprezentanci. Tekmo so začeli Sorčan, Stojanovič, Bajrič, Gorenc, Stankovič, Ejub, Kapun, Črnigoj, Pihler, Šmet, Zahovič in kapetan Šporar. Italijanski selektor Luigi Di Biagio je pripeljal najmočnejšo reprezentanco, tudi strelcem zmagovitega gola v Reggio Emilii Federicom Bernardeskim. Prva akcija na tekmi je sicer pripadla našemu napadu, ko je strelom poskusil Luka Zahovič. Italijani so nekaj minut pozneje poskusili strelom od daleč, ko je po žogi udaril Rolando Mandragora. Naši zahodni sosedje so vse bolj odločno prevzemali pobudo in odigrali domiselno kombinacijo po prostem strelu, ko je akcijo zaključil Bernardeski. V nadaljevanju je bilo pred našimi vrati vroče tudi po napaki, ki pa je Alberto Cerri ni uspel izkoristiti, saj se je izkazal Grega Sorčan. Ta je bil skupaj z najožjo obrambo še na preizkušnjah. Najprej po podaji Nikola Muruja, Kingsley Boateng je streljal preko gola. Nogometaš ganskih korenin, ki igra za Bari, je poskusil tudi s hitrim prodorom, a mu udarec po žogi nazadnje ni uspel. Premalo natančen je bil po podaji Boatenga tudi Bernardeski, ki pa je priigral novo podajo iz kota. Šele v zadnjih minutah prvega polčasa tudi 2 novi akciji slovenskih mladih upov. Strel Domna Črnigoja je letel mimo gola. Zelo obetavna pa je bila akcija Luke Zahoviča, na odbito žogo ni bilo nikogar od soigralcev in priložnost za prijetnejši odmor ni bila realizirana. Kljub vsemu pa je bil izid ob polčasu dobra naložba v nadaljevanje, seveda z nekaterimi popravki v igri. Začetek drugega polčasa, ki se je začel brez sprememb v 11-tericah, je bil z novim strelom Domna Črnigoja zelo obetaven. Na zelenici Bonifike sta si bila tekmeca nekaj minut sorazmerno enakovredna. Alessio Romagnoli je sicer pošteno zapretil s prodorom, ki pa ga je zaustavil Jon Gorenc Stankovič. Po kombinaciji Cerri Boateng je bil ponovno na mestu Grega Sorčan, ki je na svoj konto vpisal še eno izjemno obrambo. Potem pa precej dela tudi za italijanskega vratarja Alessia Kranja, ki ga je poskusil premagati domači rezervist Leo Štulac. Na rezerviste je v drugem delu drugega polčasa stavil tudi Di Biagio in v igro poslal napadalca Atalante Gaetana Monachela, ki je po napaki v slovenski obrambi prvič preizkušal vratarja Sorčana. Nekaj minut pozneje pa je nazadnje našel vrzel in dovolj močno sprožil, da je žoga našla pot v mrežo. Tu je bilo že jasno, da so Italijani spet na zmagoviti poti. Premoč v končnici tekme so kmalu potrdili ponovno z natančnim strelom Monachela in v 84 minuti je bila to dodatna potrditev zmage naših sosedov, ki so v ključnih trenutkih tekme izkoristili, kar je bilo potrebno za drugo zaporedno zmago proti Sloveniji. Za končnih 0-3 je bil uspešen še kapetan Marco Benassi. Če je bilo po minimalnem porazu na prvi tekmi v Reggio Emilii moč pričakovati enakovrednejšo tekmo, pa je prišla na Bonifiki do izraza kvalitetnejša razlika med obema reprezentancama. Sigurno je eno veliko razočaranje, kajti tako pri njih kot pri nas smo prvi polčas vzdržali in po 15 minutah drugega polčasa na obeh tekmah prejeli prvi zadetek. Potem smo se malček bolj odprli in prejeli še druga 2, ampak ne glede na to mislim, da tudi nekako sreča ni bila na naši strani, kajti imeli smo kar nekaj zanimivih priložnosti, ampak nažalost žoga ni šla v mrežo in zmaga Italije. Tekma je bila zelo težka, takšna, kot smo jo tudi pričakovali. Podobna prvi, na kateri nismo našli pravih rešitev. Nazadnje smo jo le uspeli obrniti sebi v prid in preigrati ugoden rezultat, čeprav se je že nagibala k temu, da se konča z remijem brez zadetkov. Pa jaz mislim, da takšno kvaliteto, kot je premore ta ekipa, so seveda želje 100% kvalifikacije na evropsko in mislim, da smo tudi zmožni tega. Zdaj pa
je treba zbistriti glavi, iti v Andoro na zmago, na pomembne 3 točke in ostati nekako na čelu te skupine. Slovenija bo septembrske kvalifikacije nadaljevala v Andori, novembra pa se ponovno vrača na Bonifiko, ko v goste prihaja Srbija. Nastop na Evropskem prvenstvu bodo preigrali zmagovalci skupin, 4 najboljše drugovrščene reprezentance pa gredo v dodatne kvalifikacije.